Odpusti krivico svojemu bližnjemu, tako bodo tudi tebi na tvojo prošnjo odpuščeni tvoji grehi. S kakšno lahkoto prebiram te Sirahove modrosti, napisane že pred več tisočletji, pa vendar tako res. Dostikrat se ne zavedam pomena odpuščanja, prepričana sem, ali pa sem vsaj včasih bila, da besede odpuščanja potrebujejo tisti na drugi strani. Tisti, ki si za to ne prizadevajo, tisti, ki se ne zavedajo tega tako kot jaz, tako kot mi, ki smo poučeni, ki vemo. Tisti na drugi strani pač. Veliko let sem tako mislila, v svoji otroški ranjenosti in prizadetosti, ko mi je pogled ali pomoč odtegnil človek, od katerega sem dobro besedo, nasvet ali pomoč v trenutkih stiske najbolj potrebovala. Veliko let je vztrajalo moje srce v takem trdem, neizprosnem molku ob srečanjih, ob življenju, ki je teklo, vendar se moje srce ni odprlo. Ob vsakem novem srečanju je bolečina zarezala globlje in zdelo se mi je, da je molk edino orožje, s katerim se lahko branim pred novo prizadetostjo, pa tudi pred skušnjavo, da bi s tem, ko bi spregovorila, prizadela in vrnila tudi sama. Ampak Bog je milostljiv, Bog je potrpežljiv, Bog je bil pripravljen kar veliko let čakati, da se bi tisti košček zaledenelega srca v mojih prsih odtajal. Kako bo človek, ki kuha jezo zoper drugega človeka, pri Gospodu iskal ozdravljenja? Kako bo človek, ki do sebi enakega nima usmiljenja, za svoje grehe prosil odpuščanja? V časih stiske ali molitve, v prošnji za zdravje svojih otrok, za razumevanje in blagoslov v družini ali za uspeh pri delu, sem velikokrat znala prositi Gospoda, Gospod, odpusti mi. Vendar ni bil še čas, dokler nekega dne pred 15 leti, avgusta, takole za mizo sem sedela, se je nekaj v meni premaknilo, prelomilo, kot se je že mnogokrat, samo do zaključka ni nikoli prišlo. Takrat pa sem si rekla, zdaj ali nikoli. Odločila sem se in spekla potico, tako, s pehtranom polnjeno in s sladkorjem posuto. Delala sem od zgodnega jutra, celo dopoldne, komaj sem čakala, da se je potica ohladila, da sem jo dala na leseno desko, jo položila v avtomobil in se zapeljala do vrat. Pozvonila sem in čakala, ni me skrbelo popolnoma nič, noge so se rahlo tresle, čakala bi teden ali dva, da bi se vrata odprla, bil je čas. Na pragu se je prikazal obraz meni tako znan. Jaz pa sem končno spregovorila in rekla, potico sem ti prinesla, spekla sem jo za tvoj rojstni dan. Ko sem dvignila oči, sem zagledala obraz, po katerem so se tekle solze olajšanja, razumevanja in odpuščanja. S tisto potico je odšel tudi tisti košček mojega trdega, zaledenelega srca. Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte. In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih. Blagoslovljen post vam voščim.